Torej, lep pozdrav tudi iz moje strani. Kot je Janja že omenila, jaz sem Maruša Sirk. Trenutno sem zaposlena kot asistentka na programu kognitivne znanosti. In v bistvu danes vam bom predstavila, s čim sem se jaz ukvarjala v moji magistrski nalogi, ki je v resnici še precej sveža, saj sem jo zagovarjala septembra letos. Zdaj upam, da boste danes od mojega predavanja odnesli tudi kaj, kar vam bo zanimivo za vas osebno in da vam bo mogoče vzbudila zanimanje za to temo. Torej, če si tako predstavljate si, da ste recimo en dan doma, da imate prost dan in da imate nekje neko substanco, ki vam jo je dal vaš prijatelj in vam rekel, da je to pa nekaj res dobrega, da to morate pač probati. In ta substanca je recimo ene vrste pač psihadelik. No, in odločite se, da boste to poizkusili, ker vas zanima, ker ste tisti dan radovedni, kaj se vam bo novega odkrilo zdaj na tovrstni izkušnji. No, in potem to vzamete in se začnejo dogajati neke čudne stvari. Začne se vam malo svet poplesovati, vidite neke nove barve, neke nove vzorce, potem se začne to stopnjevati in se začnete doživljati neka nova čustva mogoče, začnete dobivati neke vpoglede vase, neke vpoglede tudi v zunanji svet, ki jih prej niste imeli. Zdaj, potem je pa te izkušnje kar naenkrat konec. Kaj pol pomeni, ko je konec te izkušnje? A to pomeni, da ste ista oseba, kot ste bili pred to izkušnjo, ali to nekaj naredi na vašem vsakodnevnem doživljanju ali pa spremeni neko vsakodnevno vedenje? To so v bistvu neka vprašanja, ki sem si jih jaz zastavila, ko sem v bistvu si zamislila, kaj bi rada jaz raziskovala pri svoji magistrski nalogi. In skušala sem odgovoriti na vprašanje, ali lahko mistične izkušnje s psihadeliki vplivajo na vsakodnevno doživljanje oseb. No, današnje predavanje je razdeljeno nekako na 4 sklope, torej v prvih 2 bomo izvedli nekaj več o samih mističnih izkušnjah, pa o psihadelikih. V 3. sklopu bomo potem to dvoje združili in bomo govorili o mističnih izkušnjah induciranih s psihadeliki. V zadnjem sklopu se bomo pa dotaknili vprašanja o tem, kako tovrstne izkušnje vplivajo na vsakodnevno doživljanje. Zdaj, prva 2 sklopa sta nekako namenjena temu, da se spoznamo s to temo, v 3. in 4. sklopu pa bom bolj predstavila, pač, kaj sem jaz delala in kakšni so bili rezultati moje magistrske naloge. In če se kar premaknemo na prvi del, torej tukaj bomo govorili, se bomo srečali s tem, kaj so mistične izkušnje. In najprej bi vam rada povedala malo kratek pregled tega, kaj beseda mistika sploh pomeni in kako se jo je tekom zgodovine drugače razumelo. Zdaj, tukaj vam ne predstavljam celotne zgodovine tega, kako se je razumelo besedo mistika, ampak samo neke zanimivosti. Torej, sama beseda mistika pomeni v bistvu imeti zaprta usta oziroma mižati. Z zgodnjim krščanstvom se je mistiko začelo razumeti na nekem izkustvenem področju, torej šlo je za neko doživljanje oziroma izkustveno spoznanje Boga in nevidnega objektivnega sveta. In na tej sliki lahko vidite recimo Frančiška Asiškega, ki je svoje življenje posvetil nekako iskanju Boga in svetega in nekega razsvetljenja. In tudi na sliki lahko vidite, da je sicer sam, ampak ima neko izkušnjo, tule se mogoče malo slabše vidi, ampak tu so neki apostoli pa neko spoznanje, v bistvu neki uvid, ki ga je imel v neviden svet. No, kasneje se je potem v 16., 17. stoletju se je potem besedo mistika začelo razumeti tudi nevezano na posamezno religijsko tradicijo, ampak je šlo za neko splošno univerzalno razumevanje božanske resničnosti. No, potem je pa mistične izkušnje so potem pa prišle tudi v znanstveno preučevanje
v 19. in 20. stoletju. Tle so večinoma zaslužni avtorji, ki sem jih tukaj navedla, torej Schleiermacher, pa William James, pa Rudolf Otto in Walter Terence Stace. Oni so bili zaslužni, da se je mistične izkušnje začelo tudi znotraj znanosti raziskovati. Torej, če se premaknemo, predstavila vam bom dve pomembni osebi znotraj znanosti za preučevanje mističnih izkušenj. Eden izmed njih je William James, ki je v bistvu prvi v resnici definiral mistično izkušnjo. Predtem so bila razumevanja nekako odvisna od konteksta, in ni bilo neke splošne definicije, kaj je mistično izkustvo. On je pa to v bistvu razložil na podlagi teh 4 značilnosti, ki sem jih navedla na tej prosojnici. Torej, mistična izkušnja je nekaj neizrekljivega, je nekaj, kar ne moremo zadovoljivo opisati z besedami, in je bližje našim občutkom kot pa pač razumu in besedam. Mistična izkušnja ima noetično kakovost, kar pomeni, da je doživljena kot nek globok uvid v resnico, nekaj resničnega. Včasih ljudje govorijo tudi o tem, da je bolj resnično kot resničnost sama. Potem mistična izkušnja je tudi kratkotrajna po Jamesovi definiciji in je tudi ne moremo v celoti priklicati v spomin. Zadnja značilnost, ki jo je on dal, pa je, da je mistična izkušnja trpna oziroma pasivna, torej da pride iz nekje zunaj, in da oseba nima nadzora nad tem, kar doživi. Drugi pomemben znanstvenik, ki ga v bistvu zdaj, njegove definicije se bolj uporablja v nekem preučevanju mističnih izkušenj dandanes. On je pa govoril o tem, da je glavna lastnost mističnih izkušenj to poenotenje ali pač to doživeto poenotenje ali poistovetenje z enostjo. Torej, tukaj gre nekako za zabris med mano in svetom. Ta meja nekako ni več pri mistični izkušnji. In on to razdeljuje na ekstrovertirana in introvertirana mistična izkušnja. Pri ekstrovertiranem gre za to, da posameznik nekako v objektu izven sebe nekako doživi to enotnost, enost, torej kot da je ta objekt prežet s to enostjo. Pri introvertiranem gre pa za to, da se nekako ugasnejo čuti, odstranijo neke misli, podobe in se doživi neko praznino oziroma neskončnost. Pri obeh gre torej za to, da pač je doživeto neko poenotenje oziroma poistovetenje, ampak na drugačne načine. Zdaj, nekateri raziskovalci so potem izmed različnih teh definicij mističnih izkušenj podali 9 značilnosti mističnih izkušenj. Nekaj od teh sem pač že omenila zdaj v preteklih 2 slajdih, ampak načeloma gre za občutke enosti, za občutke objektivnosti in resničnosti. V tovrstnih izkušnjah tudi običajno ne doživljamo več prostora oziroma časa, vsaj ne na takšen način, kot smo navajeni vsak dan, v vsakodnevnem življenju. Potem gre za neko občutenje svetosti, neka pozitivna razpoloženja. Kot sem že rekla, so neizrekljiva in kratkotrajna in vodijo tudi v pozitivne spremembe v vedenju. Kaj pa ta paradoksalnost pomeni? To je pa v bistvu neke vrste sovpadanje nasprotij, ker kot sem že prej rekla, mogoče ste nekateri opazili, da je mistična izkušnja načeloma je doživeto neka enost, ampak hkrati je doživeta tudi neka praznina. Tako da to je neko nasprotje, ki se ga ne da prav dobro opisati. Zdaj tukaj pri raziskovanju mističnih izkušenj je še veliko odprtih vprašanj, ker so to res neka vrsta izkušnje, ki jih težko zares objektivno, znanstveno preučujemo. In nekatera odprta vprašanja recimo so, ali so mistične izkušnje lahko univerzalne ali so pač odvisne od nekega konteksta, časa in prostora, v katerem oseba živi, in potem je ta mistična izkušnja
drugačna kot recimo mistične izkušnje, ki so jih imeli ljudje v zgodnjem krščanstvu, na primer. Neko odprto vprašanje je tudi o tem, ali lahko govorimo o dolgotrajnih mističnih izkušnjah, tudi če znanstveniki govorijo o tem, da so načeloma to kratkotrajna izkustva. Eno zelo pereče vprašanje je pa tudi, ali lahko zares razmejujemo mistične izkušnje od nekih patoloških izkušenj, ker imajo neke podobne značilnosti. Ampak teh vprašanj se jaz recimo nisem dotaknila z mojo magistrsko nalogo. Tako da to je bilo toliko o mističnih izkušnjah. Zdaj bomo pa prešli na drugi del predavanja, in sicer vam bom povedala malo več o tem, kaj so psihadeliki. Zdaj verjetno imate tukaj različne predstave o tem, kaj so psihadeliki, mogoče ste se nekateri z njimi že osebno srečali, mogoče je za nekatere to nekaj novega, pa si želite malo več izvedeti o tem. Tako da, če odgovorimo na vprašanje, kaj so psihadeliki, zdaj ta beseda v dobesednem prevodu v bistvu je sestavljena iz dveh grških besed, ki pomenita razkrivajoč dušo. Zdaj, nekateri, oziroma dandanes se to bolj kot razkrivajoč dušo prevaja kot razkrivajoč in to je nekako še odprto to je še nekako odprto v znanosti, ali nam res pač psihadeliki razkrivajo neko dušo, ki jo pač težko raziskujemo, ali govorimo o nekem umu. Zdaj, kaj pa sploh, psihadelike načeloma to besedo razumemo kot v bistvu to so psihoaktivne substance, ki povzročajo spremembe v zaznavi, mišljenju in vedenju in tudi zavedanju in privedejo do nekih spremenjenih oblik izkustev. Zdaj, katere substance so te psihoaktivne substance, to je tudi še odprto vprašanje. Nekateri recimo, jaz sem vam tule dala neko možno razdelitev psihoaktivnih substanc in znotraj tega so samo nekatere substance gledane kot psihadeliki. Nekatere pa recimo vse te substance, ki sem jih tukaj navedla, pač jih pojmujejo kot psihadelike. Torej, razdelitev, ki sem jo jaz tule dala, je v bistvu razdelitev glede na to, kako te psihoaktivne substance delujejo na živčni sistem človeka. Torej, ti klasični halucinogeni imajo en način delovanja, hepatogeni imajo drug način delovanja na živčni sistem in tako dalje. Torej, tukaj, kot vidite, so psihadeliki samo ti klasični halucinogeni. To so recimo psilocibin, LSD, DMT, ayahuasca, meskalin. Potem pa neke druge vrste halucinogenov so recimo enaktogeni, na primer verjetno nekateri izmed vas poznate snov MDMA, potem nekateri mogoče poznate snov ketamin, ki jo pač dajemo v koš disociativnih anestetikov, potem imamo pa še netipične halucinogene. Zdaj, če se vrnemo nazaj na to, kaj beseda psihadelik sploh pomeni, torej razkrivajoč dušo oziroma bi lahko glede na to, kaj te substance povzročijo, rekli tudi, da imajo vse te substance, ki sem jih tukaj navedla, potencial, da razkrivajo dušo. Torej bi lahko vsem pripisali, da so psihadeliki. Ampak ta debata je v znanosti še odprta, kaj so psihadeliki in katere snovi so psihadeliki in katere niso. Jaz recimo v moji magistrski nalogi sem zavzela držo, da sta tudi MDMA in ketamin psihadelika zaradi subjektivnih učinkov, ki jih imajo, ki so pač podobne tem klasičnim psihadelikom. No, in če samo na kratko recimo pogledamo neko zgodovino, neke mejnike v zgodovini psihadelikov, da lahko razumemo, kako smo prišli do tega danes, da vam jaz o tem pač pripovedujem. To res gre za pač skop pregled, samo zato, da boste nekako razumeli, kako smo v znanosti recimo prišli do tega, kar se zdaj trenutno dogaja na tem področju. Torej, kdaj se je začelo
prva uporaba psihodelikov, to obstaja odprto vprašanje. Nekateri hipotetizirajo, da so z nami psihodeliki že zelo veliko časa in v bistvu se jih v neke verske zdravilne namene uporablja že verjetno kar nekaj časa. Kdaj je pa to prišlo potem v znanost? Nekje v začetku 20. stoletja so se znanstveniki začeli zanimati za te substance, na začetku večinoma bolj za substanco meskalin. No, kasneje je zelo naključno leta 1943 Albert Hofmann odkril LSD in to velja za neko prelomnico tudi v znanosti, ker takrat se je potem takrat je potem on tudi odkril, da je psilocibin aktivna komponenta tako imenovanih magičnih gobic in je začel ta psilocibin tudi sam sintetizirati. In takrat se je potem začelo nekako zanimati za to, kaj nam te substance lahko dajo, zato ker je v bistvu on si po nesreči iniciiral LSD in je pač videl, kaj to zelo visoko dozo, ki se recimo dandanes ne priporoča jemati tako visoke doze. In je takrat iz svoje osebne izkušnje videl, da je neki potencial tukaj in da bi bilo jih zanimivo preučevati. Tako da takrat se je začelo to preučevati in ven so prišli prva pozitivna odkritja in prvi pozitivni rezultati, ampak se je potem nekako v politiki to malo začelo problematizirati, ker je tudi prešlo v splošno populacijo in vse je bilo preveč nenadzorovano. Tako da v bistvu smo pol prišli do tega, da se je v 60. letih te snovi prepovedalo in od takrat pol se tudi v znanosti ni smelo več tega preučevati. O tem so sicer še naprej pisali znanstveniki, ampak niso pa smeli več izvajati eksperimentov s temi snovmi. No, dokler ni spet malček po naključju leta 1999 Roland Griffiths dobil odobritev za raziskavo s psilocibinom, ki je sicer še vedno ostaja ta snov še vedno ostaja prepovedana, ampak nekako mu je uspelo prepričati etični komisiji, da bi bilo to pa še vedno fajn začeti znova raziskovati, ker smo ugotovili, da lahko, mislim, da imajo neki potencial in da bi bilo fajn ugotoviti, kaj nam lahko tovrstne substance dajo. No, na tem slajdu sem vam pač pripravila neki spisek, sem pridobila neki spisek tega, koliko znanstvenih objav na temo psihodelikov je bilo v zadnjem od leta 1946 naprej. In če se navežem na prejšnji slajd, je nekako tukaj se je nekako začelo bolj sistematično preučevati te snovi, potem je malček pač šlo navzgor in potem je to spet malo poniknilo. Torej, še vedno se je o njih pisalo, tako kot sem rekla, ampak tukaj vmes recimo se eksperimentov ni smelo delati v znanosti. Do pač tukaj, ko je Roland Griffiths dobil odobritev, potem je pa to spet začelo malo naraščati in velik preskok je v zadnjih par letih. In zdaj tudi govorimo o tem, da smo v nekako renesančni dobi raziskovanja psihodelikov. In zdaj, kaj to sploh pomeni? Kaj pomenijo vse te objave? Kaj nam dajo? Tukaj sem vam pripravila nekaj zanimivosti o tem, kaj nam tovrstne, kaj je znanost potem s tem naredi. Torej, imamo neke zaključke iz nekih raziskav, ki jih znanstveniki pridobijo, potem pa se mora to tudi aplicirati nekako v zunanji svet, zato da da je nekaj uporabnega iz tega, kar raziskujemo. In zdaj neke tri tako zanimivosti. Leta 2014 je recimo Švica že odobrila uporabo MDMA-ja, LSD-ja in psilocibina za nekatere primere duševnih motenj, ki so odporne na zdravljenje. Leta 2019 je na podlagi pač teh pozitivnih rezultatov raziskav nekatere države Združenih držav Amerike so odobrile uporabo ketamina za zdravljenje depresije, odporne na zdravljenje. Letos pa je Avstralija odobrila uporabo MDMA-ja za posttravmatsko stresno motnjo
in psilocibina za depresijo, odporno na zdravljenje. V Združenih državah Amerike so pa pred kratkim objavili neke zadnje rezultate pozitivnih učinkov uporabe MDMA za posttravmatsko stresno motnjo in so v bistvu tik pred tem, da bojo tudi tam to zaštartali. Je pa tle pomembno pač izpostaviti, da se to res uporablja v primerih, ko druge vrste psihoterapije ne učinkujejo. Torej, kaj so neki dokazi o tem, o učinkih psihadelikov, kaj pač nam predhodne raziskave kažejo. Nekatere pač dokazi o pozitivnih učinkih so to, da osebe po tovrstnih izkušnjah prenehajo z nekimi slabimi navadami ali pa prevzamejo bolj zdrav način življenja, recimo prenehajo kaditi ali pa začnejo več telovaditi. Potem nekateri poročajo tudi o tem, da se jim poveča neki smisel življenja, neki občutek nadzora nad življenjem. Veliko se, pač, tako kot sem že omenila, te snovi preučuje za namene pomoči pri zdravljenju duševnih motenj, zlasti pač posttravmatske stresne motnje in depresije, pa tudi odvisnosti. In nekatere osebe pač poročajo o tem, da so po tovrstnih izkušnjah doživele neko spremembo v samopodobi in neke pomembne vpoglede v svoje lastno delovanje. Ampak tukaj moramo biti, veliko je pozitivnih rezultatov, ampak moramo biti pozorni tudi na negativne stvari. Zdaj v znanosti je trenutno neka tendenca o tem, da se poroča bolj o pozitivnih kot o negativnih ter težkih izkušnjah, ki so prisotne in niso tako zanemarljive in niso tako redke tudi. Pred kratkim je recimo izšla neka študija, ki je sistematično v bistvu pregledala vse pretekle študije in vse negativne učinke, ki so jih zanemarili v tistih študijah. Recimo ena izmed tveganj pri psihadelikih je tudi to, da lahko, mislim, da se lahko, je tveganje za doživetje neke psihoze, pa tveganje tudi za oblikovanje nekih lažnih spominov, ker običajno nekateri ljudje na tovrstnih substancah doživijo neki spomin, ki se jim zdi, da je njihov lasten spomin, ampak tle ne moremo zares verificirati, ali gre za lažni spomin ali gre za resničen spomin iz preteklosti. Kar je tudi zelo pomembno izpostaviti, je, da je pri tovrstnih izkušnjah pomemben set in setting. To je tako imenovano notranje in zunanje okolje, v katerem je oseba, ko vzame tovrstno substanco. Kar se tudi v znanstvenih raziskavah včasih malo zavrže oziroma se ne dovolj dobro vkorporira v njihove eksperimentalne zasnove. Ker se recimo so potem raziskave v nekih pogojih, ki niso podporne za osebo, tudi za njihovo notranje stanje. In pomembno je tudi to, da moramo vedeti, da na to, kakšno izkušnjo bo oseba imela na psihadelikih, vpliva tudi njegovo oziroma njeno predhodno pričakovanje. Torej, če to nekako integriramo zdaj, kar smo izvedeli iz mističnih izkušenj in iz psihadelikov. Zdaj, tule sem pač postavila vprašanje, ali psihadeliki lahko vodijo do mističnih izkušenj, ampak mislim, da sem skozi predavanje že malo implicirala na odgovor. In sicer odgovor je ja, lahko doživimo mistično izkušnjo s pomočjo psihadelikov, ampak tule pa moramo biti pozorni, da ni vsaka psihadelična izkušnja mistična, in tudi ne moremo zares reči, da so psihadeliki povzročitelji mističnih izkušenj, ampak so bolj spodbujevalci, ker ustvarijo neko okolje, notranje okolje, v katerem je oseba bolj dovzetna za mistično izkušnjo. Zdaj, koliko je bolj pogosta pač pojavitev mističnih izkušenj s pomočjo psihadelikov? Različne raziskave navajajo različne številke. Zdaj, odvisno, kakšne udeležence so tudi imeli in odvisno od zasnove raziskave, ampak nekateri recimo pravijo, da je
5% ljudi doživi mistično izkušnjo s psihedeliki, nekateri pravijo, da 70% ljudi. Zdaj, kje je zdaj neka resnična vrednost, najbrž je nekje vmes med temi dvemi številkami, ampak v resnici ne moramo zares vedeti, ker je veliko uporabe psihedelikov tudi v neke rekreativne, samostojne namene in ne moramo vedeti, koliko od teh je mističnih bilo. Torej, verjetnost doživetja mističnega izkušnja je torej odvisna od veliko nekih stvari. Recimo, količina zaužitega psihedelika je en pomemben dejavnik. Tudi tip psihedelika, potem kontekst uporabe je tudi zelo pomemben dejavnik. In predhodno zanimanje za mistična izkustva kot taka je tudi en pomemben dejavnik, ki naj bi spodbujal doživetje tovrstnih izkušenj. Ampak to ni vse in obstaja veliko drugih dejavnikov, ki nam trenutno še niso znani. Zdaj, kako pa izgleda doživljanje psihedeličnih izkušenj? Nekateri to razlagajo na teh 4 ravneh, ki sem vam jih dala tukaj na prosojnico. Torej, prva raven je nekako ta spodnja, zaznavna raven, ko oseba zaznava neke barve, geometrične oblike, ko se začnejo stvari malo poplesovati in podobno. Druga raven je recimo spominsko-analitična, kot sem že prej omenila, da obstaja možnost, da oseba podoživi neko preteklo izkušnjo oziroma da se spomni na neko izkušnjo, ki jo je imela. Tretja raven je simbolična raven, ko oseba doživlja neke simbolične vsebine, recimo doživi svoje ponovno rojstvo ali pa svojo smrt. Ampak to bolj neko smrt sebe, smrt jaza. Zadnja raven je pa globoka integrativna raven in nekateri to se pojmuje kot mistično izkušnjo. Torej, ta raven je ta raven, ki je v resnici mistična. In tukaj gre za neke vrste duhovno zavest, kar pomeni, da oseba doživi nekako se drugače dojema v svetu, kot se je dojemala do sedaj, dobi neki pogled, ki ga prej ni imela, o sebi ali pa o svetu. Torej, gre za neko spremenjeno interpretacijo sebe v svetu. Torej, kaj smo do zdaj izvedeli? Tukaj se zdaj premikamo k moji magistrski nalogi. In tukaj vam tudi želim povedati, nekako pripeljati do tega, da razumete, zakaj sem preučevala to, kar sem preučevala. V preteklih raziskavah gre večinoma za to, da se preučuje psihedelične izkušnje kot take, ne pa vsakodnevno življenje po tovrstnih izkušnjah. Tudi recimo neko bolj doživljajske, kako osebe doživljajo psihedelično izkušnjo, to je bilo že velikokrat raziskano, ampak nikoli niso pa res neki doživljajski vidik vsakodnevnega življenja po tovrstnih izkušnjah sistematično preučevali. Zdaj, zakaj je to pomembno? Zato, ker, tako kot sem že prej omenjala, imajo potencial, da spremenijo nekaj pri osebi. In zdaj, da res razumemo, kaj spremenijo pri osebi, da tudi, če želimo res to sistematično in varno uporabljati za neke psihoterapevtske namene, bi bilo fajn, da tudi malo bolj globoko preučujemo, kako se spremeni vsakodnevno življenje in doživljanje oseb po tovrstnih izkušnjah. Pretekle raziskave so tudi uporabljale večinoma vprašalnike pa polstrukturirane intervjuje, danes pa poznamo še druge metode tega, kako lahko raziskujemo in preučujemo doživljanje, kar sem tudi jaz recimo v svoji magistrski nalogi naredila. No, in zaradi teh pomanjkljivosti v pretekli literaturi sem se jaz odločila raziskovati spremembe v vsakodnevnem doživljanju po mističnih izkušnjah s psihedeliki. In konkretno me je zanimalo, kako se to spremeni, torej
oseba ima neko mistično izkušnjo s psihedeliki in želela sem primerjati, kako je ta oseba bila pred to izkušnjo in kako je bila po tej izkušnji. Torej, tukaj se premikamo zdaj v zadnji sklop tega predavanja, torej vpliv na vsakodnevno doživljanje. Tukaj je predstavljen potek moje raziskave. Zdaj vas bom peljala čez to, tako da vas ne rabi skrbeti, če ne razumete vsega takoj, ko pogledate to prosojnico. Ampak pred tem, ko bi vam to predložila, bi rada še sam povedala, da pač v moji raziskavi nisem spodbujala uporabe psihoaktivnih substanc, ampak sem gledala v bistvu uporabo v nekem naravnem okolju. Torej, ljudje so, moji udeleženci so sami to vzeli iz nekih različnih razlogov. In moja raziskava je bila tudi sprejeta s strani etične komisije. Zdaj, vstopna pogoja sta bila, tukaj gor sta najprej vstopna pogoja, torej kako je prišlo do tega, da je nekdo bil udeleženec moje raziskave. Imela sem nekako dva kriterija, in sicer, da je bila oseba pripravljena malo bolj poglobljeno in za dlje časa spremljati svoje doživljanje. Tudi, da je že imela neko preteklo mistično izkušnjo s psihedeliki in koliko je bila ta izkušnja mistična, sem preverila z nekim vprašalnikom, ki že obstaja in je bil v bistvu narejen prav za v bistvu uporabo v raziskovanju mističnih izkušenj s psihedeliki. No, potem, ko sem dobila svoje udeležence, smo prišli na glavno, na mojo pač na raziskavo. Tukaj sem uporabila dve metodi za raziskovanje doživljanja. Ena je opisno vzorčenje izkustva in druga je mikrofenomenološki intervju. Ne bom šla v podrobnosti teh metod, ampak gre za to, da se nekako pridobi neke naključne vzorce doživljanja v dnevu osebe s to metodo opisnega vzorčenja izkustva, potem se pa z intervjujem pogovori o teh vzorcih doživljanja, ki jih oseba dobila tekom dneva in nekako poglobi te opise. Torej, šlo je za to, da so recimo osebe par dni vzorčile svoje doživljanje, potem smo naredili neko pavzo, pa ponovno vzorčili. Zdaj, če se spomnite, da prej sem vam rekla, da mene je zanimala razlika doživljanja pred in po mistično izkušnjo. In glede na to, da jaz tega nisem inducirala pri osebah in nisem vedela, kdaj bojo ljudje imeli to izkušnjo, sem v bistvu pol mogla nekako te vzorce pred in po izkušnji dobiti na različne načine. Zdaj, pri enih osebah recimo mi ni uspelo dobiti zares vzorce pred izkušnjo, ker tekom moje raziskave niso imeli nove mistične izkušnje. V takem primeru, torej oseba ni imela nove mistične izkušnje in v preteklosti ni nikoli vzorčila že svojega doživljanja. Te smo naredili neke vrste intervjuje, da sem pridobila neke podatke o tem, kako je moj udeleženec doživljal svoj vsakdan pred mistično izkušnjo s psihedeliki. Zdaj, obstajala je opcija, da je oseba v preteklosti že vzorčila doživljanje s to metodo, kar pomeni, da to je bilo super. Jaz sem imela pol vzorce in po izkušnji in pred izkušnjo, ki jih je oseba te vzorce že sama pridobila. Najboljši primer je pa bil to, če je oseba slučajno imela potem še novo izkušnjo, ker sem pol sam ponovila ta potek, ki sem vam ga prej povedala, in tako sem dobila vzorce in pred in po mistični izkušnji s psihedeliki. Udeležencev sem imela 6. Zdaj, na nekaterih mojih kasnejših slajdih mislim, da boste tudi videli, da o udeležencih govorim kot o soraziskovalcih, zato ker v raziskovanju doživljanja, ker so udeleženci tako močno vpleteni v sam proces, v bistvu o njih ne govorimo kot o udeležencih, ampak o soraziskovalcih. Jaz sem imela 6 soraziskovalcev
Tle sem dala nekaj njihovih lastnosti in lahko vidite, da so recimo po starosti so si bili kar podobni, ampak po drugih so pa malo variirali. Torej, nekateri so psihedelike uporabljali že veliko časa, imeli so že veliko izkušenj, recimo več kot 10. Za nekoga je bila to prva izkušnja. Potem pa tudi so se razlikovali o tem, kateri psihedelik jim je induciral to vrstno izkušnjo. Recimo, nekateri so to doživeli z ajuasko, nekateri s psilocibinom ali pa LSD-jem. In razlikovali so se tudi v tem, ali je bila to njihova prva mistična izkušnja, ter ali so že v preteklosti kdaj raziskovali svoje doživljanje. Zdaj, jaz sem torej dobila te vzorce doživljanja in z njimi sem opravljala intervjuje. Torej, moji rezultati so izgledali tako, da sem imela transkripte intervjujev, torej neke tekste, ki sem jih mogla prebirati in izločiti iz njih, kaj je pomembnega za moje raziskovalno vprašanje. Zdaj, ker sem raziskovala vsakodnevno doživljanje, pomeni, da sem dobila res raznolike vzorce in je bilo na začetku kar težko malo razmejiti, kaj je zdaj tukaj pomembnega, kaj lahko rečem, da je v doživljanju res zdaj razlika, kakšni so neki aspekti doživljanja, ki jih lahko izluščim ven iz teh podatkov in pogledam razliko pred in po. Zato, ker tako kot tukaj piše, šlo je za neko večplastnost povedanega in jaz sem pol iskala te neke povezave, najprej znotraj ene osebe, potem pa tudi iskala sem neke povezave med osebami. No, in kaj konkretno to pomeni, kaj je bil moj rezultat? Dobila sem iz teh podatkov, sem pol na podlagi načel kvalitativne analize dobila 21 doživljajskih kategorij, pri katerih je bilo opazno, da je prišlo do nekih sprememb. In zdaj vam bom na kratko pokazala te kategorije, ne bom šla v podrobnosti, ampak načeloma, tako kot tle piše, imamo 21 doživljajskih kategorij, ampak sem jih pol združila v dve kategoriji. Torej, prva kategorija so bila doživljanja v ospredju zavesti. Ti rezultati tukaj so bolj informativne narave. Gre za neko povprečje med soraziskovalci. Načeloma so bile te spremembe v teh kategorijah zelo variabilne in individualne, ampak recimo tukaj imamo kategorije in zraven imamo puščice. Puščica gor pomeni, da je tovrstna kategorija, pojavnost te kategorije se je povečala po mistični izkušnji s psihedeliki, če je pa puščica navzdol, pomeni, da se je pomanjšala. Ta pikica pomeni pa, da je ostalo približno enako, torej na podlagi vseh 6 soraziskovalcev. Zdaj, kaj pa sploh pomeni doživljanja v ospredju zavesti? To je šlo za neka doživljanja, ki so bila hitro dostopna posameznikom. Načeloma sem jaz to pol razdelila v neko fokusirano doživljanje. Tukaj lahko vidimo, da je prišlo do nekega porasta fokusiranega doživljanja. Torej, da so ljudje bili bolj, mislim, da so moji soraziskovalci bili bolj nekako fokusirani tako ciljno kot brezciljno na stvari, ki so jih delali. Pol recimo, kar je zanimivo, je tudi to, da so večinoma govorili o velikem porastu nekih prijetnih telesnih občutkov, ter recimo to, da se je nekako spremenilo, mislim, da je šlo za neko povečanje nadzora nad doživljanjem. Zdaj, te kategorije, prisotnost v trenutku so zelo variabilne, ampak pri 2 ali pri 3 soraziskovalcih se je zelo močno pokazala neka večja zmožnost biti prisoten v trenutni situaciji. Drugi sklop teh kategorij so bila pa doživljanja v ozadju zavesti, to pa gre za neke vrste doživljanja, ki
so težje dostopna neki refleksiji in do katerih sem prišla čez neko bolj poglobljeno raziskovanje in spraševanje. Recimo ugotovila sem, da se moji soraziskovalci manj identificirajo z lastnim doživljanjem po pač mističnih izkušnjah s psihedeliki, kar konkretno je bolj pomenilo v smislu, da se manj identificirajo s svojimi mislimi, pa tudi, da ne jemljejo več tega kot samoumevnega, ampak da to lahko spremenijo. Torej, da jaz nisem svoje misli. To lahko tudi vidite tukaj pri odnosu do doživljanja. Zlasti pri eni soraziskovalki se je pokazalo to, da je res ugotovila, da ni ona svoje misli in se je bolj tekom intervjuja začela spraševati, kdo pa sploh sem, če ne mislim. Ker je bilo tako nenavadno, da je lahko tako prisotna v trenutkih. Torej, če gremo na neke zanimivosti znotraj in pač bolj individualnih rezultatov. Eden izmed soraziskovalcev je poročal recimo o tem, to se mi je zdelo ful zanimivo, ko sem vprašala, kako je doživljal svojo psihedelično izkušnjo, pa je nekako to opisano z besedami pač popotovanje po različnih vidikih lastne duševnosti. Potem sem tudi že omenila, da je eden izmed soraziskovalcev poročal o povečanem občutku prisotnosti v sedanjem trenutku. Tule se je zelo močno to pokazalo, pri nekaterih se je tudi to pokazalo, ampak ne v tako drastični meri. Pri dveh soraziskovalcih, se mi zdi, se je pokazalo to, da so dobili neke vpoglede, da lahko izbirajo lastno doživljanje in so to začeli tudi bolj v vsakodnevnem doživljanju, so to začeli pač delati, torej ugotoviti, da je neka možnost drugačnega doživljanja in so to tudi bolj inducirali. Torej, kaj bi tule recimo izpostavila še, je to, da se te spremembe običajno, mislim pri meni, pri mojih soraziskovalcih se je pokazalo, da te spremembe niso konstantne in se tudi ne nujno obdržijo. Ampak je zelo pomembno to, kaj oseba recimo si želi sama narediti s temi stvarmi. Torej, recimo, moji soraziskovalci so vsi imeli neke določene vpoglede na sami mistični izkušnji s psihedeliki, o njih samih, o tem, kaj lahko spremenijo v svojem vsakdanjem življenju. Ampak ali se je to potem res obdržalo in pokazalo v vsakodnevnem doživljanju, je pa bilo zelo odvisno od tega, kaj so pač sami se odločili narediti s to izkušnjo. In to so mi tudi vsi med intervjujem zelo močno izrazili. Torej, ta pomen integracije izkušnje v posameznikov vsakdan. Torej, da ne moremo govoriti, da je bila mistična izkušnja s psihedeliki je zdaj drastično spremenila vsakodnevno doživljanje in torej prej sem bil tak in zdaj sem popolnoma drugačen, ampak je pomembna tudi ta komponenta, kaj oseba sama naredi s to izkušnjo. In do česar sem še prišla, je to, da je zelo pomembno, pač da so pomembna neka predhodna pričakovanja in namere za to izkušnjo in jo nekako deloma, ko pač nekako je sama izkušnja tudi do neke mere skonstruirana glede na te predhodne izkušnje in namere in pričakovanja, ki jih osebe imajo. Torej, če povzamemo, kaj smo torej izvedeli? Ali so mistične izkušnje s psihedeliki torej mogoče? To sem, mislim, da že prej odgovorila. Ampak kaj je recimo moja raziskava pokazala? Torej, ja, so mogoče, ampak spet ne nujno spremljajo vsako izkušnjo in so zelo odvisna od različnih dejavnikov. Torej, kontekst uporabe, predhodna pričakovanja, tip in količina zaužitega psihedelika in še mnogo drugih. Potem, ali tovrstne izkušnje spremenijo doživljanje? Definitivno imajo potencial, da spremenijo doživljanje.
ampak je to, kot sem zdaj pač omenjala, odvisno od odločitve posameznika. Torej, kaj si oseba sama želi narediti s to izkušnjo in koliko te spremembe sama v bistvu uvede v svoj vsakdan. In na kakšen način se pol te spremembe kažejo? To pa je v bistvu zelo različno in odvisno spet od različnih dejavnikov. Neke možne spremembe, ki sem jih jaz v moji raziskavi dobila, so bile ta povečana zmožnost biti prisoten v trenutku, manjša identifikacija z mislimi in podobno. Zdaj, kaj je pomembno, da imamo v mislih glede moje raziskave? Izvedla sem jo na majhnem številu ljudi, tako da ne moremo zares, mislim, in to je bila tudi raziskava določenega tipa ljudi, ker so večinoma, sicer so, kot smo prej videli, so si bili zelo različni v nekih lastnostih, ampak so bili v nekem namenu uporabe psihadelikov precej podobni, ker so to uporabljali za neke namene osebne rasti, razreševanja težav in podobno. Torej je to, kar sem jaz pridobila, v bistvu mogoče velja samo za pač nek zelo ozek okvir jemanja psihadelikov. Ampak še vedno se mi zdi pomembno o tem govoriti. Ja, torej pač nanašajo se na nek majhen kontekst uporabe in ne veljajo za vse. Torej, s tem smo v bistvu prišli nekako do konca mojega predavanja. Zdaj rada bi samo še zaključila z enim citatom, ki je meni zelo blizu in ki mi je v bistvu tudi pomagal pri osmišljevanju vseh vprašanj, ki sem jih imela med samim pač potekom raziskave za svojo magistrsko nalogo. In sicer gre za citat Gaborja Mateja, ki je bil tudi pred kratkim v Sloveniji, iz njegove zadnje knjige, v kateri tudi govori nekaj o psihadeličnih izkušnjah. In sicer on izpostavi to, da je beseda psihadelik bila skovana iz teh dveh besed duša in razkriti, narediti vidnega, kar pomeni ne spreminjanje zavesti ali širjenje zavesti, kar se običajno nekako misli za pač psihadelike, ampak v bistvu to pomeni razkrivanje zavesti sami sebi. Torej, da imajo potencial, da pridobimo neke vpoglede o sebi in o svetu, ki jih prej nismo imeli, oziroma ki so mogoče že bili v nas, ampak tega nismo videli. Zato se v bistvu nam to nekako razkriva, lahko razkrije v tovrstnih izkušnjah. Tako da ja, to je to iz moje strani. Tako da hvala za pozornost in ja.